No, toliko za danes od videa, zdaj bomo pa spoznali našega gosta. Še enkrat povem, da mu je ime Vijay Anand Mohan in bomo zdaj tako izvedeli, ali je Indijec ali je pa od kod drugod. Zdaj je pa že čas, da spoznamo našega današnjega gosta. Rekli smo že, da mu je ime Vijay Anand, piše se pa Mohan, ampak s tem imenom ni tako enostavno, kot si mogoče predstavljate. Anand, pozdravljen. Lep pozdrav. Povedal si mi, da pravzaprav pravega priimka pri vas ni, ne? Pač pa da moški podeduje ime svojega očeta. Tako, ime mojega očeta postane moj priimek in nona pa nono mi dodeliste še vsak po eno ime. Torej, to je bilo Vijay Anand, pa moj priimek je Mohan. In v Maleziji potem se bi klicalo tako Vijay Anand Mohan, torej dve imeni in priimek, in potem se napiše pa SO, ki pomeni son of, in potem družinski priimek, ne, ki je v mojem primeru pa Subramaniam. To je veliko črk, malo preveč. Aha, se pravi, no recimo zdaj tvoj sin bo imel kakšno ime, bo spet podedoval Tako, moj sin bi lahko zdaj se pisal ali Vijay ali pa Anand. No, ampak ti si zdaj v Sloveniji, boš verjetno ostal v Sloveniji. Tako. Kako se boš odločil, kako boš s temi priimki? Nikoli se ne ve, ne? Aha, boš še odločil takrat. Ali pa mogoče bom porabil mamin slovenski priimek. Aha, nekaj od tega. No, najprej razloživa. Ti zdaj živiš v Sloveniji, rojen si bil pa v Maleziji. Torej. Rojen sem bil v Kuala Lumpuru. Ampak tvoje ime je pa po zvenu indijsko, ne? Indijsko, ja, ker moj oče je porodil malezijski Indic. Aha. Tako. Iz katerega konca pa je? Indije? Indija v bistvu iz Kerala. Aha. Južni del bi bili v bistvu moji predniki, ki so iz Indije leta nazaj prišli v Malezijo. Torej tisti pravi indijski staroselci. Tako. Niso pač priseljenci iz Srednje Azije, tako kot so recimo tam. Staroselci, tako je. Ja, to so dravidska plemena v bistvu, ne? Aha, ti si pa zdaj že od svojega 10. leta dalje tukaj. Ja. Ko si prišel sem, ravno prej smo se pogovarjala, ni bilo ravno enostavno zate, ne? Prvih 10 let ste živeli v Tvoja mama je pač Slovenka, Primorka, ja, ne? Moja mati iz Sežane, živeli smo v Kuala Lumpuru. Leta 86 po eni strani sem tudi doživel nekako kulturni šok zame v Sloveniji, ne? Takrat je bila pač Jugoslavija. Tehnološki šok, bom rekel, tudi po eni strani. No, čeprav Kuala Lumpur je kar moderno mesto, ne? Tako, ja. Za tista leta je bil kar zelo razvit. Ja, in seveda slovenski jezik, ne. A je mama tvojega očeta tam spoznala? Ne, spoznali so pa v Evropi. Aha. Tako. In se je kar odločila, da bo šla za 10 let v Malezijo? Ja. Brez težav. Tako. Zdaj se živiš pa tukaj, ukvarjaš se pa s tem, da si turistični vodnik? Tako, zdaj sem 3 leta že, ja, turistični vodnik. Kaj si pa sicer po stroki? Turistični delavec? V bistvu jaz sem končal jezikovno, torej gimnazijo. Gimnazijo sem končal v Sežani. Več let sem delal kot logistik, torej špediter na špediciji, dokler ni bilo leta 2006, ker sem dal odpoved. In sem rekel, da rabim spremembo v življenju. In sem šel v Malezijo in sem šel točno na otok Langkawi, ki je na severozahodu Malezije, in na otoku Langkawiju sem odprl bar. Torej, bar na plaži. 4 leta in pol sem uspešno vodil ta bar. Sicer nisem gostinc, ampak je šlo. Bil sem celo objavljen bar v temu vodniku, Rough Guide. In istočasno sem tudi veliko prepotoval, no, jugovzhodno Azijo, sicer z bivšo punco, države, torej moja polovična Malezija, Indonezija, Vietnam, Kambodža, Singapur. Se še spominjaš, kje smo se midva srečala prvič? Midva smo se srečala pa na Gili Travanganu, zraven Lomboka, vi ste pa bili v sosednjem apartmaju in ste imeli 4 pa 5 kolegov zraven. A malo več jih je še bilo. No, tako, ja. No. Ja. Mi da se bodo danes pogovarjali o večjih državah, ne? Tako. Ti si živel samo v Maleziji ali si že predtem potoval malo levo, malo desno? Sem prepotoval Azijo, tako, kar dosti, no. Potem, ko si že se vrnil iz Slovenije v bistvu? Ja, tako. S tem, da ne za agencijo sicer, no, vse na svojo roko in
kot backpacker bi rekel. Zdaj, malezijski jezik je zelo soroden indonezijskemu, ne? Zelo, ja. Torej, bahasa malezijski ali pa indonezijski je zelo podoben, s tem, da samo v indonezijskem delu Sumatra, bom rekel, da popolnoma zastopijo malezijski jezik, ker je zelo podoben. Tudi na Java, no, sami s tem, da... Je razlika tolikšna kot recimo slovenščino, hrvaščino ali še manjša razlika? Še večja. A večja razlika? Še večja, ja. Kar se tiče dialektu, ne, recimo... No, ampak uradni jezik je pa skoraj isti, a ni? Uradni jezik je pa skoraj isti, tako. In pisava in tako dalje, ja. Recimo taka razlika kot med srbščino in hrvaščino? Recimo. Bolj ali manj? Tako, ja. Aha. Ti si sabo prinesel precej svojih diasov, bo zdaj kar malo pogledala, katere stvari so ti najbolj pri srcu. Dobro. Tu je bil pa znak, ki smo ga zdelali v bistvu na Langkaviju. Nekako sem izmeril preko mobilnega telefona dejansko kilometre, no? In so gosti, ko so hodili k meni v bar, so si sami izdelali to tablo in so torej ljudje, ki so pač hoteli in so si to pribili kot ena zanimivost. To so plemena, ki jih srečujemo Ulu Melaku, plemena v Borneo, točno v državi Sarawak. Tam smo na enem takem predstavitvenem nočnem plesu in ima pač, kot vidite, tudi pušico v ustih in to kot občinstvo. Katero večje mesto? Balikpapan najbližje? Ne, Kučing. Kučing, Kučing, malezijski del, ja. To je tudi glavno mesto tistega Sarawaka, ja. Tle smo pa že na Kanchanaburi, tu je pa sever-zahod od Bangkoka, v ta znamenito Tigrov tempelj, kamor so menihi in pač sem se odločil, da... A je to tam, kamor te ponavadi pelejo, če greš gledat plavajočo tržnico? Tako, točno, ja. In tele tigri te ne požrejo, kot vidimo? Ne, sicer pa sem bil edini, ki sem naredil napako, pa sem naredil hitri gib, ne. Ne smeš delati nobenih hitrih gibov, pa ponavadi vodič te drži za roko. Jaz sem pa čisto avtomatsko. In če so slabe volje, se lahko kaj zgodi? Tako. To je pa slika, ki sem pa letos obiskal, no, zelo lepo, to je pa vulkan Bromo. Bromo, ja. Bromo, ki je na Javi, blizu mesta Surabaja. Mi sem imel to čas, no, leto že v drugo, da sem videl, da, kot vidite, da je pač bruhal pepel. Nisem videl sicer lave, no. A si mogoče že ob sončnem vzhodu bil tam? Ja, zjutraj, ja, pol šestih. In je verjetno bila cela dolina pokrita z meglo, ne? Ja, res je. To je pa, zdaj se pa vračamo nazaj v Sarawak, na Borneo. In tu so plemena, ki pa živijo v tistih longhouse. Dolga hiša, ki živi mogoče v 10-15 družin in tukaj sem prespal, no, 3 noči. Ampak oni tudi govorijo tvoj jezik v bistvu, ne? Oni govorijo, torej malezijski jezik, imajo svoj jezik. To je pa ta prava lobanja. To je pa ta prava človeška lobanja, ker plemena v tem delu Bornea so pa vsi headhunteri, po domače povedano, ki so... Lovci na glave? Tako. In so... Še vedno? Zadnji primer naj bi bil 2003. 2003 in te glave potem imajo v nekakšnem košu iz ratana in ga obesijo gor na vrhu ognjišča. Ja, pa je to glava umrlega ali nekoga, ki so ga oni ubili? Nekoga, ki so ubili, ja. Kaj pa vlada pravi o tem? Jih kar pusti? Pusti, bom rekel tudi tako, tudi problem je s temi plemeni, ki niso niti uštevilčeni, ne. Jih vlada niti ne šteje, niti... Nimajo osebnih izkaznic? Nimajo osebnih izkaznic, vlada jim daje pač določene prednosti, da si dobijo službo, da se pač selijo v večja mesta. S tem, da veliko primerov, rekel, večina jih ne, se ne preseli in že tisti, ki se pa selijo, imajo probleme z alkoholom, ne. To je tak velik problem malezijskega teh plemen. Tako. Niso odporni na alkohol, ne? Ne. Oziroma zelo radi ga imajo, pa se ga prehitro navadijo. Lepi čovni? Tako, to je pa Kolipe. To je pa Kolipe na Tajskem, ki je na meji med Malezijo in Tajsko, čist blizu, no, kamor sem jaz živel, na otoku Langkawi. Bom rekel še zdaj... Čakaj, to je zahodno ali vzhodno? Zahodno. Zahodno. Torej zahodni del, to je Andamansko morje. Blizu tam, kjer je tudi Phuket, recimo. Tako, ja. To je v bistvu blizu Tarutao nacionalni park. Aha.